lepo pozdravljeni po malo dugšem času. Po Božoj milosti smo lahko znova tu v domu molitve, v Božjem svetišču, tu v Nuskove. Pred 2 nedeljama sva bila ženov na bogoslužje v Poreče. Kje smo imeli srečanje tako, kot je bilo običajno v Jezušovem času. V kakšnej sence, pod krošnjami dreves, na obali jezera ali morja, tudi mi smo imeli na takšen način bogoslužje. Na enoj plaži, kjer smo se zbrali kot cerkev. In hvala Gospode, tudi za to Božjo milost bili smo blagoslovljeni. Brat Davor iz Umaga je govoril o Božoj milosti, štera nam je dana iz nebes. Dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, dragi poslušalec, se zavedaš, kad si ti tu blizu volo toga, kaj je to Božja milost. Po Božoj milosti, za volo Bože milosti smo tu. Ja, in da sva prišla ženov domov, te sva bila presenečeni s drugim dejstvom, kad sva bila okuženi s koronavirusom. Brat Samuel je v nedeljo pravo, ka ima problem za volo okužbe s klopom. Jaz sem bil v slabosti za volo koronavirusa. In v tom času, da sem ne mogel iti nikam, ne sem šel nikam, niti sem ne mogel. Znate, da se slab, te niti ne mreš in je nepriporočljivo. Hvala vam za vse vaše telefonske pozive, za vsa sporočila, predvsem pa hvala za vaše molitve. Znate, molitev je tisto, štero nas povezuje najbolje in molitev je tisto, štero posreduje pred Bogom. Ka Bog leko posegne, ka Bog leko napravi to, ko nišče drugi ne mre. In Gospod mi je pomogel, ka sva leko uvaženo znova tu med dvome. In v tom času sem bil več časa, kad sem leko po raznim medijah spremljal razne krščanske dogodke. Znate, v enoj takšnej situaciji, v enoj takšnej oddaji sem čul eno pesem in štere sem si zapomnil samo en stavek, štere pa je močno spregovoril v moje življenje. V besedilu tej pesmi je bilo povedano: Es ist so leicht, die Leben schwer gemacht. Tok na levce je življenje napraviti težko. Tok na levce je to, ka življenje svoje ali pa nekakoga drugega napraviš težko. Mali virus in 10 dni si nemočen, ne mreš skoraj z postale. Mali klop in posledica, ne mreš premikati roke, ne mreš delati, ne mreš to, kako si prlej. Znate, da sem tako razmišljal o tej besedaj, mi je Gospod naložil na srce opozorilo za vse nas. Opozorilo za moje, za tvoje, za naša življenja. Draga mladenka, dragi mladenec, pazi v tvojoj mladosti, kad te ena nepremišljena romanca, kad to povem s tvojim prijateljem, s tvojim znancem, prijateljicov, ne zaznamuje za celo življenje. Pazi v tvojo življenje, ka alkohol ne da pusto tragičnih posledic za tebe ali za koga drugega. Pazi. Eksperimentiranje z drogami je leko pogubno za tebe osebno in za tiste, okoli tebe, štere te imajo rode. Dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, pazi, tvoje nepremišljene besede, tvoje nepremišljena dejanja leko hitro kome napravijo življenje žmetno.
Es ist so leicht, die Leben schwer gemacht. In še več, poze, ka sebe ne napraviš življenja žmetnoga, zavolo tvoje nepremišljenosti. Znate, to je zelo enostavno, zelo na levce je to činiti, ali zelo težko se je te slede soočati s posledicami. Kakšna tragedija, da eden otrok more gratati na enak starš zavolo nepremišljenosti. Čul sam enoga oču, ko je pravo od svojega sina, štero mi se je takša stvar zgodila. Pa ne samo kaj uničil oča, mene osebno je to učil, ne samo kaj je uničil svojo otroštvo, svoje življenje, pač pa ještě bolje njeno otroštvo, njeno življenje. Kakšna tragedija, dragi moje, da se zavolo, tako povedano, veselja, šteroga povzroči doza alkohola, more nekako celo življenje soočati s trpljenjem, ali pa se celo življenje konča. Najdaleč kraj od nas vidimo te stvari, vidimo te posledice. Droge, a pa samo malo probaj, pa boš videl, kako da fajn. Koliko mladih, perspektivnih življenj je uničene zavolo takšnih stvari. Trpijo zavolo toga, in pa mnogi okoli njih. Besede izrečene brez premisleka, dragi moji, so strup, štere uničuje se okoli sebe. Es ist so leicht, die Leben schwer gemacht. Zakaj bi to delali? Drugome in pa sebe. Zakaj bi na takšen način postopali? Apoštol Pavel to piše v pismi Galačanom v 5. tale 13. vrstica. To piše. Vi ste namreč poklicani k svobodi. K svobodi, bratje, le da vam svoboda ne bo pretveza ali spodbuda ali povod za življenje po mesu, temveč, gledajte, ko pravi, temveč služite drug drugemu po ljubezni. Aleluja. Služite eden drugome po ljubezni, razdajate se eden za drugoga, pazite eden na drugoga v ljubezni, iz ljubezni. Te življenje ne da težko. Te življenje ne da težko, ne za tebe in ne za tistoga poleg tebe. Ti bomo lahko resnično uživali v Božoj milosti za nas in za tiste poleg nas. Pesme smo popevali na etom dole vandrarskom. S hvalov idem pot mojo. Aleluja. S hvalov idem pot mojo. Odloči se, ka boš na takšen način hodil svoje krščansko življenje in imel takšne odnose z vsemi okoli sebe. Jezus je v svojem življenju tu na zemlji služil ljudem. Služil ljudem iz ljubezni in to je dokazoval na različne načine. Znate, poleg toga, kaj je na takšne čudovite načine Jezus služil ljudem, so bili tudi tisti, za štere niti eno Jezusovo dejanje ne je bilo zadosta dobro. Nika njim je ne pasalo. Nika je ne bilo zadosta dobro. Jezus nika ne činil zadosta dobro za njih. In posebno se je to odražalo te, da se je zgodilo, ko da je Jezus činil enoga od mesijanskih čudežov. Učimo o Jezusovi čudeža in že smo pravili, kaj so bili čudeže za dobrobit človeka. Bili pa so tu čudeže, štere so vrvale, kaj je kaleko včiniti čudeže edino Mesija, malo več sledi od toga. In za vsaki takšen dogodek so imeli tisti učitelji postave svojo teološko razlago za ništene stvari, za
uzdravljenja so vyrvali, kaj jih leko včini vsaki človek, šter je od Boga za to uponomočene, šter je od Boga dobil za to sposobnost. Bila pa je skupina čudežov, za štere so bili prepričani, kada jih leko včino edino Mesija te do pride. In za vsaki takši čudež, da se je zgodil, vsaki takši čudež je bil v tistem času avtomatsko zahteva, ka se nekakoga pripozna kot Mesijo. In v tej primeri je to bil Jezus. Ne smo pogledali prvi tej čudež iz tej skupine in to je uzdravitev izraelskega gobavca. V treh evangelijih imamo upisani ta dogodek, Matej 8, 1 do 4, Marko 1, 40 do 45 in Luka 5, 12 do 14. Tej odlomek smo tu prešteli in v glavnem so se besedila identična z malimi razlikami. Stanemo gor obranje Božje besede v Lukače 5, tale 12 do 14. Tu piše tako: ko je bil v nekem mestu, je nenadoma pristopil človek, ki je bil ves gobav. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil, Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel, hočem, bodi očiščen. In gobe so pri priči izginile iz njega. Naročil pa mu je: nikomur ne povej, ampak pojdi in se pokaži duhovniku ter daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes njim v pričevanje. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo besedo. Hvala je tebi, ko imamo takšne čudovite zapise od toga, ko si ti, Jezus, dragi, delal tu, da si bil na zemlji. In prosim te, pomori nam razumeti to, ko je zapisano, pomori nam razumeti, ko to uči za naša življenja, za našo osebno življenje. Daj nam modrosti, ko to živimo. Amen. Ja, gobavost je bila v Mojžešovem zakonu tretirana na en poseben način. In ta beseda gobavost označuje različne vrste, več vrst kožnih bolezni. In goba je vsikdar dajala en vtis, kaj je tu prisotna Božja kazen. Spomnimo se Mirjam, štera je gratala gobava za volo upora proti Mojžešu. In od te, da je oseba bila razglašena za gobavo, to je lekovčino samo veliki duhovnik, od te naprej je ta oseba bila izobčena iz društva. Ne je več imela možnosti pristopa v društvo in oseba se je tu mogla pokriti obraz, pod nosom doj, se je mogla pokriti obraz, oditi v raztrganoj obleki, ne smela v društvo, ne smela v tempelj in da se je takšoj osebi približevala druga oseba, je tej gobavec mogel to drugo osebo opozoriti z dvema besedama. Nečisti. Vsake, štere se je doteknil gobavca, je grato obredno nečisti. In te osebe so mogle bivati čista ločeno, čista kroj od vseh drugih. Ločeno od vseh ostale. Dragi moji, vse je to ukazalo na Božjo kazen. Bog je te ljudi na en poseben način kaznoval,
ki morajo vse to doživljati. In če gledamo Božjo besedo, če gledamo skozi staro zavezo, od te, da je Mojžeš dokončil svojih 5 knjig, torej, da je bila postava zapisana, nega več niti enega poročila o ozdravljenju Izraelca od gobavosti. Že sem omenil Mirjam. V primeru Mirjam je to bilo prlej, kako je bila postava zapisana pred dokončanjem Mojžešovega zakona. V primeru Namana, kateri je bil ozdravljen, je šlo za sirca, ne za Izraelca. In Mojžeš je zapisal 2 dolge poglavje o tom, kako se postopa v primeru gobavosti. Če te šteli 3. Mojžešovo knjigo, 13. in 14. poglavje, tam te videli zapis, kako postopate pri gobavosti. Stav 16 vrstic opisuje vse, ko se tiče gobavosti. Kako se preveri, kako se ugotovi gobavost, postopke okoli toga. Zapisano pa je tu, kako se postopa z ozdravljenim gobavcem. Najprej je ozdravljeni gobavec mogel priti k duhovniku in njime to sporočiti. Sporočiti, kaj je ozdravljene od gobe. Te je bilo potrebno darovati 2 ptice. Dole naprej se je ta oseba opazovala 7 dni. 7 dni je bilo opazovanje te osebe in znate, v tom času se je raziskovalo, ali je ta oseba resno bila gobava, ali je resno zdrava in pa tok dole in pa tok naprej. In znate, če je resno ta oseba bila gobava, je mogel obstajati zapis. Zavolo toga, kaj edino duhovnik je leko nekako ga razglasil za gobavoga in edino duhovnik je tu leko razglasil, kaj je to mimo. In to je mogel biti zapis. In to se je vse to raziskalo. Da je vse ta procedura, kaj to povem, šlo skozi in so vsi odgovori bili pritrdilni, vsi odgovori bili zadovoljivi, je bil še eden ceremonial z več obrede, do kateri so se mogli opraviti, kaj se je leko nekako ga razglasilo za čistoga. In po koncu vsega toga, preštite doma, preštite, po koncu vsega toga je bil človek znova sprejeti v skupnost. Je imel vse pravice, kot vsi ostale, in pa vse ugodnosti, kot vsi ostale. Znate, ne smete iti v tempelj, ne biti deležen Božjih blagoslovov, vse to človeki fali. Ne vem, če vam fali, da ne mrete v cerkev ali pa ne smete. Mene fali. In dragi moji, to so bile zapisane norme, normative v Mojžešovem zakonu, ali duhovniki so nikdar ne imeli možnosti, da bi to izvajali. Skozi celo Sveto pismo nikdar nega zapisa, da bi leko se to zgodilo. Znate, v rabinskoj literaturi, v vsej tej zapisaj, v vsej tom njuvom včenjej, tam je zapisano, tam so opisane različne postopke za ozdravljenja, za ozdravljanje, za različne bolezni. Vendar, ko se tiče gobavosti, njega nikše zapisov. Zavolo toga, da teh primerov enostavno ne bilo. In zavolo toga se je med učitelje postave razširilo eno včenje, razširilo se je prepričanje, ka židovski, znači izraelski gobavec ne de nikdar očiščene svojih gob razen
Razen, če za njegovega življenja pride Mesija. Edino Mesija, da je sposoben, da je zmožen opraviti eno očiščenje izraelskega gobavca. Tako malo ozadja od toga, ko Božja beseda pravi o gobavosti. In zdaj pogledamo nazaj v naš tekst, katerega smo prešteli. Prešteli smo iz Lukovega evangelija. Matej pa Marko učita o gobavce. Samo o gobavce. Luka pa pravi, kaj je tej človek bil ves gobav. Torej je goba že bila tako razširjena, da bi tej človek sigurno v kratkom mrl. Tej človek, njegovo življenje se je bližalo k proti koncu. In v takšne primere, pričakovali bi, da bi tej človek prosil Jezuša ozdravljenja. Jezuš, ozdravi me. To bi mi pričakovali, ali ne. On pravi, Gospod, če hočeš, me moraš očistiti. Me moraš očistiti. Tej človek se je zavedal, kaj je zavolo svoje bolezni, zavolo svojega stanja, trajno onečiščene, trajno je izobčene, trajno je izločene iz društva, odstranjene, kad to povem, iz Božjega plana, odstranjene iz Božje prisotnosti. To smo čuli v uvode. Adam pa Eva sta v začetku imela skupnost z Gospodom. In te najnov sta čula glas, ko se je Bog sprehajal po vrte in ko se je te zgodilo, skrila sta se. Zavolo toga, kad sta se zavedala, da se je nekaj zgodilo. Znači, bila sta onečiščeneva sta bila. In s tem sta bila izločena iz Božje prisotnosti. Tej človek se je zavedal svojega stanja. In zavolo toga prosi Gospoda. Prosi Jezuša, če hočeš, me moraš očistiti. In dragi moji, gledajte, ko se je tu zgodilo. Tu pristopi Jezuš do me gobavce. In ko napravi, Jezuš se ga dotekne. Haleluja. Jezuš se ga dotekne, to je bil eden znak ljubezni, dejanje prave ljubezni. Zavolo toga, kaj to je bilo za prvo pot, kad se ga je nekako doteknil toga človeka v tistega časa, v tistega trenutka, da je bil razglašen za gobavoga. Nišče se ga ne smel doteknuti zavolo toga, kaj je tudi tiste grato obredno nečiste. Ali Jezus se ga je doteknil. Jezus se ga je doteknil. In te Jezušov dotik je napravil dve stvari v njegovom življenju. Kot prvo, najprej ozdravil je njegovo gobavost. Prešteli smo, takoj je goba izginila in kot drugo, očisto je njegovo nečistost. Dragi moji, Jezušov dotik ima silno moč. Ne samo tu gnes, tu za moje, tu za tvoje življenje. Jezušov dotik ima eno silno moč. In dragi moji, goba v Bibliji simbolizira tu greh. Simbolizira greh in tu imamo časi to vzporednico, leko vidimo to povezavo človeka, leko od greha očisti edino Jezuš. Edino Jezuš, njegova prelijana, sveta, brezgrešna krv. 99. pesmi smo popevali, v krvi tvojo sem očiščen, zato se, ko? Sem žalosten, sem brezvolej. Ne, zato se radujem, haleluja. Zato se radujem. In v Marki 1:45 štejmo tako.
Ko pa je ta šel ven, znači gubavec, po tom Jezušovom dotiki, ko pa je ta šel ven, šel krojo tiste, šel naprej po svojoj poti, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo. Haleluja! Dragi moje, veselje, radost, sreča je napunilo njegovo življenje zavolo toga, kar se je zavedal, ko se je zgodilo. Zavedal se je, ko se je v njegovom življenju v tom trenutku zgodilo. Zavedal se je, kaj je več ne odrezane od sveta. Tej človek se je zavedal, kaj je več ne v sramoto. Ja, gobavci so bili tudi v sramoto. Zavedal se je, kaj je več ne vzrok okužbe, vzrok nečistosti. Tej človek se je zavedal, kaj je znova dobrodošel pri Bogu in pri ljudaj. Znova je leko bil v prisotnosti Boga. To smo popevali koroš na začetku. Znova je leko bil deležen tej Bože prisotnosti. Ali se ti zavedaš, ko tebe prinaša Jezušov dotik? Se zavedaš, dragi poslušalec, ko tebe prinaša Jezušov dotik? Zavolo toga si več ne odrezane od Bože prisotnosti. Jezus je omogočil, kako pridemo v Božjo bližino. Adam pa Eva sta kraj bežala od Boga. Ali Jezus je omogočil, kako pridemo v Božjo bližino. On je omogočil, ko smo največ nečisti. On je omogočil, ko smo leko po njegovoj krvi, po Jezušovoj krvi, očiščene od vsake nečistosti. Haleluja. In v primeru toga gobavca, ne ostalo samo pri Jezušovom dotiku, ne ostalo samo pri očiščenju, pri ozdravljenju, pač pa je Jezus imel še eno nalogo za toga človeka. Še eno nalogo je imel za njega, še eno prošnjo ali zahtevo je Jezus imel za njega. To k njemu pravi, naročil pa mu je. Jezus tome ozdravljenome gobavci, naročil pa mu je. Nikomur ne povej, nikomu ne povej, ampak pojdi in se pokaži duhovniku ter daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes, zakoj njim v pričevanje. Njim v pričevanje. Ja, dragi moji, v začetku Jezušovega delovanja je on želel ostati, tako povedano, anonimen. Želel je ostati v ozadje, v senci, ne navjavko razglašal svojega poslanstva, pač pa je Izraele davo znamenja. Davo njim je znake, da bi se leko pravilno odločili. Da smo ga učali od tistega prvega čudeža, šteroga je včino Jezus v Kane Galilejskoj, tam smo tako prešteli, kaj je to bilo prvo znamenje, štero je Jezus včino. Prvi čudež, šteroga je Jezus včino. In tu smo prešteli njim v pričevanje. Jezus pošle ozdravljenega gobavca tistim, poslal ga je tistim, štere so imeli avtoriteto povedati, ko se je pravzaprav zgodilo. Znate, veliki duhovniki so imeli avtoriteto povedati, to je to, in imeli avtoriteto povedati, to je ne to. Edino duhovnik je leko potrdil, ko se je v resnici zgodilo. Edino duhovnik je leko razglasil, je leko oznano,
ko je prišel Mesija. Edino duhovnik je leko razglasil, kaj te gubavec res čiste, kaj res uzdravljene. Edino duhovnik je rekel, je leko uznano to, ko se je zgodilo to, ko rekel, če je edino Mesija. Ja, to so včili. Ale v tom primeru je te duhovnik ostano tiju. Ostano je tiju. Ne je izpolnil toga, ko je sam včil. Še več, dragi moji, če gledamo Biblijo, če gledamo v Božjo besedo, če gledamo v dogodke, ko so sledili, še več, od toga trenutka se je začalo javno nasprotovanje Jezuše. Vsaki njegov novi znak, eno novo znamenje je bilo odbito. Jezuša so ne sprijali kot obečanoga Mesija, pač pa so njime na vsakom koraku nasprotovali. Na vsakom koraku so proti njime delali. Ne so včinili to, ko so same včili. Ja, to smo pravili. Včili so, kada izraelski gubavec leko očiščene edino te, da pride Mesija. In zo je prišel takšen očiščeni gubavec k duhovniki. So dejansko videli, kaj je to mesijanski čudež, kaj je Mesija prišel. In to so zanikali. Dragi moji, Jezuša je to ne zmedlo. Ne. Kakoli se dogaja v mojem in tvojem življenju, Jezuša to ne zmede. Zavolo toga, ko je Božji sin. On je obečani Mesija. On je odrešenik mojega, tvojega življenja. Edino on, nišče drugi ne. In znate, Jezus je te v nadaljevanje pokazal eno pravo dozo humora. Dobro, če neščete to verovati, če neščete to pripoznati, mu pa šli noček. Te isti duhovnik, štero mi je Jezus poslal toga ozdravljenega gubavca, je mogel te sledi, malo bolje sledi, še enog potrditi, kaj se je zgodil tej mesijanski čudež. Mogel je še enog potrditi, še enog je mogel na podlagi lastnoga včenja razglasiti, kaj res prišel Mesija. In zdaj je bilo še bolje očitno. 9 Izraelcev je prišlo k njime in te so pravili, kaj jih je Jezus Kristus očistil od gubavosti. Luka 17, od 11 do 14 tok štejmo. Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo nasproti 10 gubavih mož. 10 gubavih mož je prišlo njemu nasproti. Oddaleč so se ustavili. Tako kot Adam in Eva. Oddaleč. Te ljudje so se zavedali, da ne smejo v bližino drugi ljudi. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili, učenik Jezus, usmili se nas. In dole štejmo to, ko jih je zagledal, jim je rekel, pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Aleluja. Dragi moji, in to bi mogel biti klic vsakoga človeka. To bi mogel biti klic vsakoga človeka, kateri je na toj zemlji. Učenik, Jezus, učenik, usmili se nas. Brez Božjega
usmiljenja, dragi moje, je vsaki človek izobčen iz Božje prisotnosti, brez Božjega usmiljenja, brez Božje milosti. Ali želiš biti dobrodošel pri Bogu, sprejeti v njegovo skupnost, pozove Jezuša v svoje življenje. Jezus, učenik, usmili se me. In ti boš deležen tega Jezušovega dotika. Štere, da popolnoma spremeni tvojo situacijo. Tako v primeri tega gobavca, tako v primeri teh 10 gobavcev. Eden je bil Samarijan. Ali 9-krat potrjeno, dragi moji, da se 9-krat ena in ista stvar potrdi, je to. Nega več debate. Mesija je prišel. Ali tisti, štiri so imeli oblast povedati, ja, to je istina. Tisti so rajši bili tiju. Ali boš ti tiju, ali pa boš proval to, ko se je zgodilo v tvojem življenju. Ali boš sprijel ti Jezušov dotik, ali pa boš šel dole kroj po svojoj poti. On te želi uzdraviti. On te želi očistiti gobe greha. In ne samo to, očistiti te želi za večno prihodnost. Aleluja. Aleluja. Ne samo za dnes, ne samo za jutro, ne samo za pojutraj, pač pa za vso večnost. To napravi Jezušov dotik v življenju človeka. Ali si to že doživel? Si že doživel ti Jezušov dotik? Aleluja. Aleluja. Če še ne odlašaj. Ne odlašaj. Ne čakaj, ka bi se ta goba razvijala dole v tvojem življenju, ka bi uničavala vse, ko je dobro. Jezus te pričakuje. On je tu. On čaka na tvoj klic, ka bi se odzval in te osvobodil, očistil, ozdravil. In zdaj vem, ti si tukaj. Z milostjo, ki odpušča, in z močjo, ki zdravi. Zdravi bolezni tela, zdravi bolezni duše in zdravi bolezni duha. Gospod Jezus, usmili se me. In te je prišel Božji dotik. Te je prišel Jezušov dotik v življenje tvojega človeka, toga človeka. Sklonimo glave v molitve in mogoče si enako v preteklosti že doživel Jezušov dotik. Pa je mogoče se to zbledelo. Mogoče dnes toga več ne čutiš. Mogoče je greh, ta goba začala razžirati tvoje življenje. Pozovi Jezuša. Glih zdaj. Gospod Jezus, usmili se me, dotekni se me, kamo čisti, kamo uzdravljene. Zavedaj se, da sam ne mreš, da vsaki dan nucaš novi dotik Jezuša Kristuša. In če želiš, bomo se molili za tebe, za tvoje življenje, za tvojo novo izkustvo z Jezušem. Če želiš, če nucaš podporo v molitvi, neko zdigneš roko, bomo se molili za tebe in Gospod se te dotekne. Aleluja, Jezus. Amen, 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 amen. Gospod vidi tvoje življenje, vidi tvoje potrebo. Naj se te usmili in se te dotekne. Nebeški Oče, hvala tebi
za tvojo drago svetu reč, štero se nam tvojnjo kao vodilo za naše življenje. Nebeški Oče, hvala je tebi, da si nam nenjal samo tvojo reč, pač pa si poslal tvojega edinorojenega sina, zato, da bi se za svojo rokov doteknil vsakoga življenja. Nebeški Oče, pomagaj mi, pomagaj vsem nam, pomagaj vsakome brati, sestre, vsakome prisotnome, vsakome poslušalce, od najmlajšega pa vse do najstarejšega, da bi za istino bili pripravljeni na tvoj dotik, štere da osvobaju, štere da odrešavo, štere da očiščavo. Pomore nam, ka nemo sebične, pomore nam, ka nemo ponosne, pač pa bomo videli, da smo brez tebe, brez tvojega dotika nemočne in za vso večno zgubljene. O nebeški Oče, blagoslovi vsakoga, štere čuje tvojo besedo. Blagoslovi vsakoga, štere posluša to, ko je zapisano v tvojo drago svetu reči. In pomore vsakome, da bi za istino odprl svoje srce in za to, ko ti ga učiš, da bi se ga ti leko doteknil in ozdravo. Hvala ti, da ti to činiš tu zdaj in ko ga učiš v naša življenja. Daj nam modrosti živeti tako, kot je tvoja sveta vola. Amen. Amen. Jesus.